Dober večer. A je že Božič? Zgleda, da je, pri nas je. Živjo. Spet imamo enega vročega gosta na MTBC Live. Trikratni državni prvak v 2018 v treh kolesarskih disciplinah ali pa kar panogah. Ne. Cesta, ciklokros in na koncu mountain bike. Da je v začetek rešiti, a si ti Luka Mezgec ali Mezgec ali Mezgec ali Mezgec? V bistvu se na vse odzove. Ampak normalno je pa Mezgec. Mezgec? Ja, Mezgec. No, vidiš. Ampak le. Se bom probal zapomniti do naslednje dirke, pa bom napovedoval, ne vem, kje bo to, ne? Mislim, da imam vi že še več težav pri izgovorjavi. To pa verjamem, ja. Dobro, da niso downhillu, da Rob Warner se ne ukvarja s tvojim. Bi bil tako, Tanja Džekevič pa Jure Džabdžek. Ja, nisem videl. Čau. 12 gledalk imamo že, ni kje. No pa še kaj več, a ne? Ja, čestitke za 3 naslove. Hvala. Imaš kolajnje, kje ne kupil, sem te vprašati. Dele pa ne, če bi najdel. Pol za slikanje, no, organizirava. Ja? Mogoče pol, če ne pol ure mi daš, da grem poiskati. Tako kot sem rekel, najprej cesta, potem mountain bike in potem se ne padel še ta ciklokros. Mi te imamo še zmer za mountain bikere, ne? Koliko let si zdaj že od 2013, a ne? V bistvu od 2010 2010, sem na cesti, ja. Ampak tudi jaz imam sam sebe še zmer za mountain bikerja. Tako da, ja, zmer, kadar vidim mountain bikerja na cesti oziroma kjerkoli, Gmajne vam pride, se spomnim na dobre lepe čase. Mislim, se zdaj so tudi lepi, ampak je bilo fleteno v Gmajne. Rekel si takoj po dirki v soboto, ko si osvojil še 3. naslov, cesta je bila najtežja, ne? Največji gamble v bistvu, ne? Zato, ne? Ja. Tudi če si najmočnejši, tam še ne pomeni, da... Tam je toliko taktike, pa v bistvu niso odvisen samo od sebe, a ne? Zmer se ekipe povezujejo, več faktorjev vpliva v bistvu na rezultat, tudi več možnih razpletov je, medtem ko na ciklokrosu in na gorcu, to, ko si močen, tam si, a ne? Na cesti si pa lahko najmočnejši, pa če zamudiš odločilen beg ali pa odločilno potezo v zadnjih kilometrih. Ti nič več ne pomaga. Ja, nič več prvo. Moje naslednje vprašanje, zakaj se imaš pa ti za mountain biker? Ja, v bistvu res, ja. Po duši sem še kar mountain biker, čeprav sem zdaj zadnje leta zelo malo še na mountain biku, zato sem toliko več na pripravah v toplih krajih. Včasih, ko sem bil tukaj, sem bil recimo od oktobra pa do februarja več na mountain biku, ne sem pa skozi bolj na cesti. Bil si en najbolj obetavnih tekmovalcev v krosu, najobetavnejši tvoje generacije. In nekako si se potem v recimo 5 sezonah ali pa še prej razvil v vrhunskega šprinterja, kar ni najbolj tipična stvar za gorskega kolesarja, ne? Vsaka ekipa, ko vzame gorskega kolesarja, misli, da bi bila enega za naklanca, ne? Jaz sem tudi to mislil. Ker sem prišel iz gorskega kolesa 2010, pa vse do ene 2012, sred sezone 2012 sem še zmer mislil, sem kolesar za generalno uvrstitev. Sam klance sem treniral skozi, dolge klance, niti ne to kratkih. Potem sem pa začel, ja, malo v šprintih sodelovati sprva. Največ sta mi za šprint povedala Vladimir Kerkes pa Jure Zrimšek v savskih časih. In ja, v bistvu šprint je ful, ni sam moč, ne? Je znanje, kako pride do šprinta, kje se postaviti, in če to vse enkrat osvojiš, pol šele na vrsto pride moč in ja, moč je bila, ampak nismo nikoli videli. Včasih pa tudi spretnost, ne? Posebne čestitke za zmago v drugi etapi dirke po Sloveniji. Ja, Tam je bilo pa še vse kaj drugega, ne?
spretnost, velikrat je tudi sreča, ne? Da se ti vse odpre v šprintih, pa takole, da napadaš, ali pa da drugi tebe pokusijo. Tako da ja, več faktorjev je zmer na cesti. Veenendaal, se pravi ta dirka po Sloveniji, pa 3 državna prvenstva, ampak vseeno ne moreš reči, da je to tvoja najuspešnejša sezona, čeprav daleč od tega, da bi bila za pozabiti, ne? Drugačna je bila, ne? Drugačna, ja. Predvsem to sezono sem najbolj zapomnil o tem sodelovanju z našim šprinterjem Calebom Ewanom, ki sva res, sploh zadnji del sezone, se nekako dobro ujela, pokonektala v teh šprintih. Kot vemo, moja prva naloga, moja služba je biti lead-out kolesar, se pravi, da svojega šprinterja potegnem v šprint. In ja, letos je imel res on nekaj velikih uspehov, za katere sem zaslužen tudi jaz, in to sem zelo ponosen, da v bistvu sodelujejo na tak način. So želih pri tem, kdaj boš spet ki bo za njega delal vlak pa lead-out? Ja, v bistvu mi niti ne ustreza to, mislim, mi ustreza, ampak sem raje lead-out kolesar, ki je v bistvu večja prihodnost, da si lahko imaš boljšo kariero. Medtem, ker če si nek šprinter, ki ni čist v špici, kakor recimo jaz nisem čist tokrnen šprinter, kakor so ti malo večji fantje. In ja, če zmagaš 5, 3, 4, 5 dirk na let, je bolj, da eno vsakič potegneš, kaj 14 zmaga. Tako da ja, moraš malo prekalkulirati, v kaj se spuščaš. Kako so pri tvoji ekipi, avstralski ekipi Orica Scott zadovoljni? Kako spremljajo te tvoje domače zmage, ki niso niti v planu ekipe, ne nič, to je pač... V bistvu to sem letos opazil, zelo spremljajo vse, kar se dogaja izven ceste tudi, ne. Dostikrat jih moram v bistvu prositi oziroma vsaj vprašati, če lahko nastopam na taki izven sezonski, izven klubski scene programu, recimo, kakor je bil mountain bike državno prvenstvo. Zmer so za, sicer ne vemo dobro, pa je bilo pa, če bi se poškodoval, ampak ja, zmer so za in tudi dostikrat opazijo, pa grem to naprej, ker jaz niti ne vem. Lik danes prej sem gledal malo Twitter, ker nisem bil logiran, 14 dni sem videl, da so še Vipavo spremljali. Tako da ja, v bistvu sem zelo ponosen, da imam tako podporo v klubu. A si edini v ekipi, ki take stvari počne? Da še kaj ciklokrosa pa gorskega zraven? V bistvu, ja, Basini lan tudi štartal državno prvenstvo v Švic. Ciklokros? Ciklokros, mislim, da je bil 8. Tam ima kar resno konkurenco, ne? Ja, to je malo drugače. Ja. Ostali pa niti ne, so pa bolj na cest, oziroma delajo še ostale stvari, samo tekmujejo. Pa za tako zabavo, koliko koles imaš na voljo? Ja, kar imamo, za vsako stvar posebej. Se pravi, imam ciklokros kolo, imam Sparka, zdaj letos sem v elektrošu. Nisi. Sem. Se pravi, imam tega e-Geniusa. Ok, s tem ti ni treba dirkati, ne? Ne, ampak imam pa recimo za prosti dan, ker imam, če grem na Easy, grem zdaj lahko na Krvavec, recimo, ko čas nisem mogel. Pa še tehniko pa grem pa na Mucija dol, in mi je top. Super, vidiš, tega pa nisem vedel. Ja. Tako da, to so te 3 kolesa bolj za igračkanje, ostalo so pa bolj za delo. Kaj pa drugače bi rekel, kakšna je razlika? Prej si bil v nemški ekipi z nizozemsko zgodovino nekako, ne? Ja. Giant Alpecin na koncu. In potem avstralsko Green Edge, Orica Scott. Verjetno je to čisto druga stran kolesarstva. Ja, v bistvu je večja sprememba, kakor sem pričakoval. Kot vemo, itak te World Tour ekipe so vse zelo dobro organizirane. Je pa ful drugačna fora v miselnosti oziroma v pristopu, v komunikaciji. Tam na Nizozemskem, oziroma dobra, nemška licenca je bila pri Giantu, so bili še zmer, ta vodstvo je bil bolj tako zadržan, pa videli se je ta hierarhija. Neka tradicionalna evropska kolesarska. Nismo mogli do šefa pa ga pohrbtu žgati.
Medtem, tle so pa te linije malo bolj skrite, malo bolj v megli, veliko bolj sproščeni. To meni paše, jaz sem pač tak družaben človek in moram imeti skozi, se mi mora nekaj dogajati, moramo se malo zgovarjati, debatirati. In isto s športnimi direktorji, pride v avtobus, ne vem, je minimalno od treningov oziroma od dirk, veliko več je pa o same zebanci. Koliko je Avstralcev noter? Polovica? Mislim, da ne več toliko, ne 12. Mogo bi prav pogledati. Kaj Tako smo. je posebnega zate v tej avstralski kolesarski šoli? Moj vtis je, da je to neka skupna šola, ki izhaja iz glavno vsi so BMX skoraj vozila, ne? In grejo pol v mountain bike, pisto, cesto. Ja, v bistvu, čeprav se mi zdi, da je največ prav sami iz piste prihajajo, ali pa triatloncev je dosti. Samo ni iz piste so bili sigurno do 12. leta na BMX-u. To pa ne vem, kakšni so kar 14. Ne preko so bili nekje BMX-ari. Ta Robbie McKeown, malo starejša šola, no, to se mi zdi, da je bilo... Možno, ja, njega res nisem nikoli poznal, bil je v naši ekipi, mislim, da 1 let ali 2 let, pol je bil še kot PR-ovc, ampak jaz njegovo zgodovino ne poznam, ampak od teh, ki pa zdaj, sploh teh mlajših, Edmondson, Hebron, so pa vsi v bistvu nosilci olimpijskih medalij iz piste, pa tudi dosti bolj perfukni, kot vsi stali. A se lahko izrabi? Ja, lahko, da pa si. Tudi kakšno vprašanje lahko me zastavite, zelo dobrodošlo vprašanje. Kaj pa praviš na tale boom vsako leto večji slovenskih cestnih profi herojev, skoraj vsak vikend je kaj za pogledati, ker smo lahko ponosni, ne? V bistvu je noro, ko se to vse razvija. Glede na to, da par let nazaj je bilo zelo malo sploh slovenskih profijev v tujini, zdaj jih imamo, mislim, da 11 ali 12 in sploh letos ta sezona, da so Slovenci zmagali na vseh 3 tedenskih dirkah, vsaj eno etapo, je noro, ne? Pol še je dober, Roglič fenomen, on je sploh izven teh okvirjev seka. Mislim, da je to res super za ta naš šport. Kjer so te največje face v tej družbi profijev, kjer se ti kaj gibaš, tak, ki bi ti bilo res žal, da zdaj neha, recimo, da ga ne vidiš več spomladi na dirkah? Ja, v bistvu najbolj teh klubskih kolegov, ne? Res, z enim parjem smo se res tako dobro ujeli in smo, glede na to, da se zdaj recimo 2 meseca nismo videli, smo vsaj tedensko v kontaktu prek WhatsAppa ali pa FaceTima. Siguren Hebron, tudi s Calebom se dosti slišimo, Edmondson, Sven Taft, ki je zdaj 41 let, bo drug let star in je podpisal še za 1 let. Že 2-3 leta nazaj je rekel, da bi rad nehal, oziroma da je imel v mislih, ampak se tako dobro počuti z nam, da zmer podaljšuje. Tako da ja, ful je enih takih, recimo teh bolj zvest z kolesarstva, mi pa recimo John Degenkolb, da se dobro štekamo. Tudi Gilbert je tak, zmer pride, rečemo besedo, 2, ni neki nadut. To je pa to. Kaj bo te prejšnje Giantove zgodbe? Ja, to je Degenkolb. Ja. Kitla ne vidim veliko, ima zmer drugačen program, nima ne klasik, na turu, jaz sem na Giru. Tako da ja, Dumoulin je tudi en zelo tak dečko na mestu, zmer za joke. Te bomo videli, že veš, kakšen imaš kaj program za naslednje leto? Kakšne klasike, kakšne tlakovce? Vem, program vem, do Rubeja vem kar natančen, začnemo v Valenciji konec januarja, pol gremo v Abu Dhabi, spet na isto dirko Kalan, pol pa ja, počas tele s Tirreno, se pravi Adriatic Tirreno, Sanremo, se začnejo klasike, pa vse flandrijske klasike v bistvu do Rubeja. Zabavno. Tako da bo, ja, kar nekaj kock, upam, da manj padcev. Bomo videli. Vprašanje Dejan Nemeček, ne, sam čestita za letošnje državne naslove. Hvala. Imava 3 vprašanja, prej so bila že, ko sem napovedal tale pogovor. Tine Zupan iz Mošen pri Radovljici. Poznam ga.
Kdo ti bo dres upravil, ki je videl sliko od ciklokrosa? Dres mislim, da je Renata uprava. Nisem pa še zihar, sem ga samo v rečki pustil. Možem, da je še v kročku. Da še tam, ne. Aleš sprašuje, kakšen prenos imaš oziroma velikost prednjega verižnika na mountain bikeu? A imaš še menjalnik spredi? Ne, imam samo eno šajbo, sam nimam pojma. To sem pa tako slab. Kaj so ti dali, ne? Če je pretežko rečem, da bom lažji, če je pa prelahko, pa rabim težji. Še ni zobnika prištev. Sam vem, da za ciklokros, ki sem pa dele menil pred dirko, sem imel pa 42 za ciklokros. Mountain bike pa nimaš pojma. Pa ne, še zanč na Shimano sem bil pred svetovnim prvenstvom, so mi vso komplet opremo dali, so videli, da nisem Shimano vozil državno prvenstvo in so me sprašvali, kje prenose. Saj niko ne vem, tako da sem zdaj več šajb dobil, vsaj nekaj dobrega. Anže Čerin tam je v eni trgovini dela, ne vem, kjer je že moja reklama dela, če poznaš Zwift. Zwift poznam, uporabljal sem ga pa ene trikrat sam. Ti še ne vem pojo, kaj je to? To je v bistvu nek software igrica, ki se povežeš s svojim parametrom ali pa z napredenemu trenažerjem in lahko dirkaš s kolesarji preko celega sveta. V bistvu online game. A mountain bike tudi? Ne, lahko mountain bike, ja, sam parameter daš ali pa tak trenažer. Pa Anja pa tega veselja, veš. Ja, moraš se malo... Ja, benga blata, ne. Ne. Anja Ropret, ne. Ja, hčerka, moja trenerja. A je bilo naporno nedeljsko jutro, je zanima? To pa zdaj ne smem povedati, zato ko foto bo videla. Ne, je bilo kar solidno. Proslava pač dostojna. Ja, malo smo, itak je še december že bil. Ja, 7. december, preden greš v tople kraje. Moramo se malo poveseliti, da si sproščen in da lažje opravljaš treninge. Jaz mislim, da je dobro, da je Aldo šel dosti hiter. Se sploh nekdaj šel? Ja, hiter. Hiter. Takrat, ko jaz. Ja. Še prej. Fully ali hardtail, sprašuje naš urednik Uroš. Na mountain bike verjetno, ne? V bistvu ja. Zdaj sem bil zmer na hardtailu, s tem, da sem letošnjo sezono šel na Fullija in bi rekel, da ja, ne bi šel več nazaj iz Fullija dol. Je res top, tako se pozna razlika, ne? Kva še? Tople kraje greš? Ja, zdaj jutri gremo že na hrvaško obalo in bom praktično cel december dol. Si mislil, da greš kakšne resne tople kraje, ne? Ne, zdaj je to počasno, ne. Pridem malo za praznike dam, pa gremo po Španijo, ja. To je pa že prvi januarja, kemp. Ja, prvi kemp. Letos je malo drugačen, ponovadi gremo zmer v en isti hotel in smo tam 14 dni, 3 tedne, kolikor je. Letos gremo pa v bistvu v Barcelono, vsi letimo, štartamo s kolesi in gremo do Alicante. Tako da bo tak Ti boga. varianta turizem. Ja. Bikepacking. Ja, nekaj takega. Ne, bolj podoben etapni dirki, ne. Od A do B vsak dan. Malo več dela s hoteli pa s temu. To vsi, še Avstralce pripeljete klede? Ne, tisti Avstralci, evropski kos. Oziroma tisti, ki jo dirko po Avstraliji, Tour Down Under, jih ne bo, ostali pa bomo. Hočeš reči, da ne dirkaš tam? Ne, sem preslab z jetlagom. Bogo je že zelo dal. Ja. Prej si omenil tudi program za 2018, te bom videl spet kaj na mountain bikeu, na ciklokrosu. Ja, težko zdaj kaj rečem, ker ne vem programa za drugi del sezone, ampak ja, kolikor bo se ponudila priložnost, da imam čas, da sem tukaj v Folici v Sloveniji, bom siguren šel probat. Lenard Schmidt je napisal 4 vrstice. Ne, Simor, ojoj. Pozdrav z Minkna, lih v avtu. Veliko si napisal za v avto. Upam, da ne voziš. Ne vozim, okej. Katera stvar ti bo najbolj ostala spominu pri Oriki? Še ne vem, ker še ni končal pri Oriki, ali? Kira od zdaj, katera je najljubša se ne vem, kaj se zgodi, če takole. Aha, najljubša dirka. Kaj ti je do zdaj najbolj bilo pri Oriki, pa najljubša dirka?
Se pravi, v zadnjih 2 letih najbolj pri Oriki. Kaj une videe snimate, jih še snimate? Zdaj v bistvu še ta Dan Jones je še preča, ne? Aha. Tako da ne vem, kao drug let, do zdaj smo jih. Ampak ja, najboljša stvar, težko res zdaj le eno najdem, ampak recimo trening camp v Južni Afriki lani, na začetku sezone je bilo ena izmed boljših stvari. Zato, ker je se to vse potekalo, se pravi, januarja in smo bili še vsi bolj sproščeni, ni toliko zategnjenosti, kot sred sezone, a ne? In ja, super teren je tam. Vsi smo bili res cela ekipa zbrana in smo imeli tudi tako, ne sam kolo, še kakšne druge fore in je bilo top. Južna Afrika. Ja. Kjera dirka? Kjera dirka ti je najljubša na koledarju? Ta pa tudi težka. V bistvu, Dirka po Sloveniji. Dirka po Sloveniji je mi všeč zaradi pač publike. Cross country, Črn vrh. Ne, cross country, Kamnik. Kamnik. Ne, dirka po Koloradu mi je bila do zdaj v bistvu najbolj. Sam enkrat sem jo vozil na žalost, 2013. Kar visoka, ne? Visok, ja. Pa sam 2 dni prej smo prišli. Štart na 2500, Espen. Ampak ta okolica, ne, meni je ta Amerika mi cool in to bi izbral. Tour of Colorado. Enodnevna pa siguren dirka po Flandriji. Mene zmanjkalo vprašanje. Ne, še enega od Uroša sem prezrl. Se imaš še veliko karijere pred sabo, ne? Te še nočemo upokojiti. Ampak, ko se enkrat boš, ne, misliš, da bi prišlo kakšna mountain bike vzdržljivostna stvar upoštev, kot recimo kakšen Cape Epic, pa glih si Južno Afriko meni, da je lušten, ne? Ja, mislim, siguren, če bi imel cajt, pa vola bo siguren, ne, sam mislim, to je dvojca. Ja. Pa še enega kamerada taga rabu. Ja, lej. Z istimi željami. Že kakšen najdu. Aljoša Martinjaš. Aljoša pa Kiri, Cape Epic. Enkrat bi siguren 10 let. Meni so zanimive take stvari, ja. Pa zdaj v bistvu res ni cajta takih stvari delati. Tako da ja, mislim, da bi probal, sem za. Jaz sem vse vprašal. Če ni menjega vprašanja več. Ni, vseh 43, ki je gleda. Zdaj psa Sramežljivi so. Zdaj psa spust, Da se malo zručka. Ej, super, hvala ti. Ni, zakaj? Lepo smo poklepetala. Ja. Bomo navijali zate. Hvala. Bom jaz prišel pol v tvoje kraje, kjer boš komentator. Pridke, ne? No, zmeraj. Mogoče pa še se moja karijera, kjer do ceste, do špikerstva premakne. Upajmo. Ti želim. Daj rokcev, daj Pavče, še bolj zgleda, pa malo se sem premaknil, da narediva eno slikce tako za... Daj pa je prinski, vrti sem. Ne, se bom pol screenshot naredil. Ja, To je to, lej. Moja še vprašanje, lej. Koliko kilogram imaš? Koliko kil imaš med sezono, je hvala vprašati. Zdaj pa me 75. Jaz pa kar šprinter. Sam glan sem imel pa tam 77. Zdaj imam tam od 73 pa pol do 75, odvisen koliko pijem en dan prej. Imaš zanga, ko glaš ne štima, ne on nič ne pije. Samo po košarki. Ja. Zdaj pa ni po košarki. Tako da ne. Nimamo nič, sam vodo. Jutri gre na trening. 75, ja, če verjameš. Hvala, da ste bili z nama in to je to. Drug teden. Pohorski jazbec. To je podoben kot puščavski lisjak, samo da je pohorski jazbec. Simon Marčič pred odhodom na Dakar, bivši downhiller. Jej! Čau! Čau!